Tukaj je pa prav eno tako drevo, ki vse korenine se mi zdi, da so odzunaj. Pot je bila kar naporna, hodila sva 3 ure, vse lepo in prav, ne, ampak tle je prav vse zaprto. I onda je ja iskopam ako je nađem. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Z možem sva se odpravila v kraj Banjole, kjer bova okrog naredila ob obali en sprehod, približno 7-8 km dolg. Po poti si bomo ogledali skalno to pobočje, se prebili naprej do bunkerja in pokazali gospo, ki že od malega nabira školjke. Čisto na koncu vam bova pokazala pa še lebdeče drevo, ki dobesedno raste v zraku. Najina pot pa se začne in tudi konča pri tem konjičku. Parkirala sva pa kar tle ob obali, kjer je pristanišče, ki se kliče Portič. To je pa tudi ena taka majhna luka, kjer se tudi zavzemajo za čistočo in pa za okolje. Ampak ker je pa ura že več kot 12, bova šla pa tle nekaj pojesti. Pot gre najprej skozi gozdiček, kjer imate tudi telovadna orodja in je tudi kakor ena taka trim steza. Pot je pa zelo lepo urejena, taka mehka podlaga, tako da je prav super za iti. Za kosilo sva pa pojedla vsake ene kalamare, ene pražene, ene pa na žaru in je bilo čisto dovolj. Tako da zdaj bomo šli malo porabiti te kalorije. Za sprehod sva si vzela 2 urci časa, tako da se nama nikamor ne mudi. Ta pot ni čist ravna, ampak se tudi malo vzpenja in do obale je približno enih 50 metrov. Lahko zbirate pa različno dolge poti, tako da lahko tako, kar vam srce poželi. Sej čisto ob obali se tudi ne da iti, ker so kar precej visoke skale. Sej ne, da se po tej poti ob obali ne da iti. Sploh ni variante, niti za živali, ker je res samo neko skalovje. Tle je pa na tisoče rib, ker očitno imajo tle ogromno hrane. Zdaj ne vem, če se bo na kameri videlo, ampak ogromno jih je, cel pas. Tako da ti mehurčki niso umazana voda. In to ribe grickajo hrano in neverjetne so, ko so pridne. Sicer pa to ni del te poti, ki sva se midva namenila, ampak vseeno sva se odločila, da vam prideva še pokazati, kako je tik ob obali. Vmes pa lahko tudi malo počijete in se usedete na klopco ter občudujete čudovito obalo. To naj bi bil pa bar. In sicer se imenuje bunker, tako da bomo pogledali, če bomo najdeli kak bunker tle. Ker jaz mislim, da je zagotovo z razlogom takšno ime. Tle gor ni bilo nič. Greva še od spodaj pogledati. Ja, saj sva prav predvidevala. Tamle ga vidva. Tako da ja, vojaški bunker prav primeren za obrambo. Tle je pa še vhod. Greva noter pogledati, kaj je. Ojej, pajčevina. No, zdaj pa bomo ven naprej. Zdaj greva en del poti po asfaltu in nazaj do obale. Je pa ta gozdiček res fantastičen poleti. Senca, ker poleti pa res ne rabite drugega kot senco. En del poti greva kar notri po kampu. Sva videla, da je odprto in sva potem kar šla. Tako, midva sva parkirala tle in sva šla tukaj okrog. Ob obali in zdaj sva tle nekje. Potem bova šla pa naprej. Plan imava iti tle, tako, in da bi pa šla potem tle v mesto ven in se potem prebijeva nazaj do avta. To naj bi ratalo 7-8 kilometrov. Ja, tudi če vprašate mene, prav super je, tak mir, tišina, prazen kamp, zdaj po zimi ni gostov. Lep sprehod, čudovit. Zdaj sva vas zapustila
in greva naprej po tej poti, ki pelje okrog tega polotoka. Ta pot pa poleti mogoče ni glih toliko primerna za čez dan zahoditi, mogoče zjutraj ali pa bolj proti večeru, ker ni nobene sence. Tako en del poti sva šla zdaj v obali, tisti kamni so bili za malo za popaziti, zdaj bova pa poiskala pot za naprej. Tle je bila ograja, tako da se ni dal priti mimo in greva zdaj nazaj na obalo. Vse lepo in prav, ne, ampak tle je prav vse zaprto. Vse so tudi ene stopnice tle gor, ampak vse to so privat parcele. Priješ do vrha, je zaprto z ograjo. Tako, zdaj sva pa našla ene stopnice, ki je prehod prost. Je pa to kamp Indije. Mi dva sva šla na koncu kampa naravnost, tako zdaj greva pa spet ob morju skozi gozdiček. Izvinite, šta tražite? Tražim 2 rupice, zrak hvata na te rupice i onda je ja iskopam ako je nađem. Če vi niste nikad to vidjela? Ne. A dobro, to mi kad sam ja bila mala, bimo došli, moj tata bi, da vidimo ako je tu šta, ali ako je mala onda je natrag stavim. Na ova će biti mala. Onda. Tu ima jedna. Viš tu je, ali ne znam da li je mala, a nije, tako. Ovako. Ok, čau, hvala. Nadaljujeva kar po simpatični poti, je taka lepo uhojena in mehka podlaga. Mi dva sva prišla zdaj nazaj do asfalta. Hodila sva 3 ure. Pot je bila kar naporna, sicer slikovita. Še dobro, da sva šla takoj pojest, ker ostalo je vse zaprto. Zdaj vam pa pokaževa še lebdeče drevo. Tukaj je pa prav eno tako drevo, ki vse korenine se mi zdi, da so odzunaj. Če pogledamo, ne vem, 2 metra korenin je prav odzunaj. Ne vem, s čim se drži. In to kar precej visoko. In si sploh človek ne more predstavljati, koliko so to močne korenine. In tudi ta prst se mi zdi zelo taka krhka, da je. In to je res eno tako ogromno drevo. Glejte, to se kar... Ne vem, na kaj se to drži. To je res zanimivo. Se verjetno so tudi te kose en del že tudi požagali, ker je najbrž bilo že prenevarno. Sam glejte, korenine ima pa vse sem naprej. Veste, koliko je to dolg. Koliko so te korenine dolge. Tukaj pred tem lebdečim drevesom bova zaključila današnji video. Hvala za pozornost. Pejte tudi vi na en sprehod. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau. Čau, čau.